Simon, pred reprezentančno pavzo prihaja tekma s Celjem, odhajamo v Celje. Kaj lahko pričakujemo od te tekme? Ja, sigurno spet eno zahtevno gostovanje. Igramo proti eni ekipi, ki je ogromno vložila v letošnjem letu. Pripravila ogromno kvalitetnih igralcev. Zaključujemo nek naš, ta niz, ki je bil energetsko zelo zahteven. Ampak po drugi strani smo mlada ekipa in se moramo veseliti vsake naslednje. Normalno je, da je tako se dogaja za nazaj, da je ogromno nekih oscilacij. To je pričakovano, sigurno si tega ne želimo, ampak je to nek normalen proces. Jaz bi si želel, da odigramo to tekmo na svojem maksimumu, kar nam je še ostalo. Po eni strani energetsko, po drugi strani pa taktično disciplinirano in sigurno pričakujemo eno lepo tekmo. Ja, zdaj v sredo smo izgubili proti Radomljam, prav tako je Celje izgubilo. Je pa vendarle to tekma, ki prinaša nasprotnika z vrha lestvice, torej gre za tekmo neposredno za 3. mesto na lestvici. Kako se tega lotiti? Pa za nas sigurno je zelo zahteven, test ali pa po drugi strani izziv. Vse te ekipe, ki so v vrhu, so zelo kvalitetne. Mi nekako želimo sebe dati v neko situacijo, da bi bili tu zraven, ampak po drugi strani ekipa ima še ogromno stvari za popraviti. Skozi sezono neke stvari smo že naredili v smeri, kakršni še želimo, še vedno se pa pojavilo ogromno enih napak, ki jih v bodoče želimo odpraviti. Tako da imamo še zdaj 9 tekem, praktično zadnja četrtina prvenstva. Ogromno bo še priložnosti, verjetno bomo vključili še par mlajših igralcev. Da preverimo kader tudi za naslednje leto, kar se tiče samega potencijala. Tako da pred nami je kar nekaj pravih izzivov in jaz sem prepričan, da en velik uspeh za nas je, da fante držimo na maksimumu in to je moj edini cilj za naslednje gostovanje v Celju. Zdaj, če se malo pohecam, kako je pa za trenerja, recimo tebe, za trenerja Celja, po porazu, a zdaj oba dva skočita po konci in rečeta, zdaj pa gremo, zdaj mora biti pa drugače? Sigurno ima vsak trener neko svojo filozofijo, nek svoj pristop. Jaz bi zadržal za sebe, kaj imamo mi, s fanti, gre le za stvari, ki se dogajajo med 4 stenami. Zdi se mi pa zelo pomembno, da je naša zgodba transparentna, da vse, kar vidimo, povemo v oči. Ni nekih zakulisnih igrc, ni tudi vodenja neke opozicije ali kakorkoli, kar je zelo pomembno za klub, če želi biti stabilen in če želi delati na dolgi rok. Tako da, kar se tiče teh relacij, so v klubu jasno dorečene. Zdi se mi, da nekako funkcioniramo na pravi način. Fanti pa normalno, tako kot vsaka mladost prinaša energijo, prinaša po drugi strani tudi v nekaterih segmentih neko neodgovornost in takrat je treba udariti po mizi. Tako da zaenkrat, kar se tiče samega pristopa ali pa energije, delovne neme, s fanti nimamo težav, je pa na koncu kvaliteta tista na terenu, ki to mora pokazati. Tako da tu nam pa še marsikaj manjka, fanti se tega zavedajo in potem je vsem skupaj veliko lažje, ko gre za obojestransko videnje, kaj nam še vse manjka. Reprezentančna pavza prihaja potem dobrodošlo ali vendarle ne? Dobrodošlo sigurno iz tega, ker praktično smo brez treninga, se pravi, gremo samo iz tekmo v tekmo, regeneracija je nova tekma. Posebej mi smo imeli v tem obdobju najtežji razpored v smislu pauze, se pravi, mi smo imeli samo 2 dni pauze med vsako tekmo in to traja že za 14 dni, tako da se je kar nekaj mehanizmov vmes, zgubil. Tudi, rotacije, ki smo naredili, potem ne dobiš neke standardizirane ekipe. Tako da pauza sigurno pride v pravem času. Je pa res, da imamo spet veliko reprezentantov, tako da bomo nekje 12-13 igralcev bo ostalo tukaj. Ampak kakorkoli, tega smo navajeni. Cilj mi je, da se še enkrat, malo se energetsko dvignemo, da ponovimo neke osnovne stvari in potem gremo v ta finiš prvenstva, ki bo sigurno zelo zanimiv. Jošt, živjo, seveda prvo vprašanje o novi pogodbi, če se malce pohecamo. Zdaj si naš do leta 2025. Kako so šli pogovori? Ste se hitro dogovorili? Ja, za novo pogodbo smo se dogovorili zelo hitro. Zelo sem vesel, da sem podpisal. Hvala vsem trenerjem v upravi za izkazano zaupanje. Na meni je pa, da to tudi pokažem na igrišču. Ja, zdaj seveda v sredo ni šlo najbolje na igrišču, je pa pred nami že nova tekma proti Celju. Kako jo ti vidiš? Ja, res je. V sredo smo odigrali eno zelo
dosti slabo tekmo, bom tako povedal, nismo bili v našem najboljšem izdanju, ampak to je nogomet, v nogometu veliko sponov in padcev in zato je pred nami jutri že nova tekma, nov popravni izpit in sem prepričan, da bomo jutri izgledali veliko boljše, kot smo v sredo. Je pa Celje zagotovo, vsaj glede na to, kaj vse so pripeljali, težek nasprotnik. Ja, zagotovo. Celje je zelo kvalitetna ekipa, ima zelo veliko odličnih posameznikov, ampak mi gremo tja pokazati svoj nogomet, pokazati se v najboljši luči in upamo na najboljši rezultat.